Jaz sem imel zgorelost, pač to, da mi je ta peta zdravnica po naključju. Z mano je bilo tako narobe, da so se mi kolena še bila, ko sem se usedel za računalnik in monitor bil meglen, roke šibke, sem bil pri zdravniku, naredil ne vem koliko različnih testov, nič narobe. Fizično zdrav kot dren. Kaj narobe? In kot zadnji pregled na golniku in zdravnica reče, ja, še to počakamo, pogleda sliko, je rekla, neverjetno čisto, jaz sem takrat še kadil. Je rekla, neverjetno čisto, glede na to, da ste kadilci, vse v redu, nič ne kaže. Potem se je pa nazaj naslonila in rekla, koliko pa kaj delate? Sem rekel, skozi. 10 ur na dan, sigurno. A pa kaj spite? Sem rekel, ja, večino ne, saj imam tudi 10 zvečer sestanke, ker sem imel tako službo, da sem imel sestank z ljudmi v Šanghaju, sestank v New Yorku, in smo imeli Zoome, smo imeli te Skype sestanke in to je bilo ob 2 zjutraj. Težava je bila v tem, da je bilo preveč informacij, preveč letanja, preveč zamikov. Jaz sem takrat ogromno preletel sveta. Jaz sem imel v letu 2016, takrat 2017 je bila izgorelost, 2016 sem imel, mislim, da sem takrat seštel 176 letov v enem letu. Se pravi tudi po 3 na dan. To je vsak drug dan, če bi tako gledal. Ja. Jaz sem letel Hamburg, Stuttgart, Porto na sestank zvečer. V enem hotelu sem se zbudil in nisem vedel, ne v katerem hotelu sem, ne v kateri državi. Takrat sem se zamislil, nekaj ni v redu. Nekaj ni v redu. Ne. Jaz sem videl, da pač prva stvar, kar mi je zdravnica rekla, je rekla, zdaj pa ne smeš 2 ali 3 leta nič delati. Nič. Tudi malo ne. Ker mi je rekla, si v zgodni fazi izgorelosti, če ne boš takoj nehal delati, da padeš v tisto težko izgorelost, ni poti nazaj. Ni, kakorkoli te prepričujejo, da je, pa tableti, pa ne, ni poti nazaj. Ne boš nikoli več isti. Kako